Pozdravljeni. Pred kratkim smo že govorili o spremembi teže bolidov Formule 1 med sezono 2021 in novim pravilnikom v sezoni 2022. A danes si bomo to sodobno težavo Formule 1 pogledali še malce bolj na široko in seveda bolj podrobno. O dvigu mase med sezono 2021 in prihajajočo sezono 2022 smo v bistvu govorili pred nekaj dnevi. Danes se bomo osredotočili na malce daljše obdobje in skušali bomo razumeti, zakaj do tega pojava pravzaprav prihaja v zadnjih sezonah. Predtem je bilo kar dolgo obdobje, ko se masa v bistvu ni tako strmo dvigala, kot to vidimo v zadnjih sezonah. In povod za ta prispevek članek, ki ga je objavil Franco Nunez 23. januarja na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Že v naslovu smo lahko, pravi ljubitelji Formule 1, nekako zgroženi, namreč Franco Nunez navaja, da v 9 sezonah turbohibridne ere bo masa bolida narasla za 105 kg. In ne govorimo o tistem pribitku mase, ki se je zgodil z uvedbo turbohibridnega pogonskega sklopa. Če pogledamo omejitve, v sezoni 2013 bila ta postavljena na 642 kg, nato je sledil tisti najvišji skok v zgodovini Formule 1, kar za 48 kg. Sezono 2014 so bolidi Formule 1 začeli z maso 690. V sezoni 2022 bomo videli bolide, ki bodo imeli 795 kg, torej 105 kg več. In to na prvi pogled zgrozi vsakega navdušenca Formule 1. Ampak zakaj je prišlo do takega zvišanja? Je Formula 1 res postala tako neobvladljiva, da praktično inženirji nimajo drugih rešitev, ne znajo kontrolirati tega trenda naraščanja? Namreč velik del tega porasta je razložljiv s spremembami v pravilniku in mnoge izmed teh sprememb bodo lahko tudi nekako spravile mnoge navdušence do razmišljanja. Eden izmed največjih porastov v tem 9-letnem obdobju se je zgodil med sezono 2016 in 2017. Spremenila se je širina bolidov. Verjetno na veselje vseh nas navdušencev, kajti širši bolidi so lepši, vsaj tako mnogi trdijo. Čeprav bi lahko govorili o minimalni spremembi širine, namreč širina je sedaj 2000 mm, je ta sprememba še kako očitna, se malce potrudimo in si nekako predstavljamo, za koliko se je pravzaprav zadeva spremenila. In tu si bomo pomagali kot običajno z maketami. Sprememba je prišla v veljavo v sezoni 2017. Tu imam bolid iz sezone 2015 skuderije Ferrari SF15T. Ta je predstavnik tiste generacije ožjih bolidov. Tu je pa bolid iz sezone 2017, znani SF70H. Ko na prvi pogled lahko vidimo, da bolid iz sezone 2017 je bistveno drugačen, vsaj kar se tiče bočnih struktur in recimo temu, koliko je bolj obdelan zadnji del samega bolida. Če pogledamo, medosna razdalja je primerljiva in ne vidimo bistvenih razlik. Čeprav gre za makete v izjemno velikem merilu, namreč 1:43,
lahko vidimo kar lepo to spremembo same širine. Kolikor bolida imamo in spravimo tiste spodnje pneumatike na enako ravnino, bomo takoj videli, da bolid SF70A sega nad bolid spredaj. Vidimo pri robovih pneumatik, vidimo pri robu ravnega dna. In tu bomo sedaj začeli razmišljati. Več materijala, večja masa. Ocena tega dviga mase med sezono 2016 in 2017 28 kg, kar je ogromno. Še zdaleč to ni edina postavka, s katero se bomo ukvarjali danes. V sezoni 2018 so pri Formuli 1 uvedli varnostni lok halo. Tega danes izdelujejo 3 zunanji dobavitelji in njegova masa 9 kg. Poleg tega priča tudi spremenjenemu načinu, kako se meri maso samega voznika. Minimalna masa bolida je sestavljena iz tistega, kar se nekako dobi s tehtanjem samega bolida, plus tistim, kar je masa samega voznika. Ta je sedaj omejena navzdol na 80 kg, če se meri maso samega voznika, njegovo zaščitno opremo in sedež. Kolikor jo ne doseže, se seveda njegovemu sedežu doda uteži. A na skupno vsoto pomeni dodatnih 10 kg. In če se spomnimo že prej omenjenega prispevka, kjer sem nekako razlagal, za koliko bo vplival dvig mase med sezono 2021 in 2022, se boste lahko spomnili, da sem nekako ocenil, da sprememba koles, torej pneumatike in 18-palčna platišča ter zavorni sistem in vse, kar priteka zraven, pomeni dvig mase za dodatnih 17 kg. 26 kg v tej enačbi bodo pa vse tiste majhne spremembe, se bodo zgodile tu, tam spremembo, naprimer aerodinamičnih profilov ter podobno. A če se štejemo samo tiste prve glavne postavke, torej to spremembo širine, sistem halo, drugačno merjenje mase samega voznika in nova 18-palčna platišča, dobimo vsoto 64 kg. Temu pribijemo še 26 kg tistega, kar bo ostali dvig mase v prihajajoči sezoni, idemo na vsoto 90 kg. 90 kg od spremembe 105 kg. Torej, sezone 2014 do prihajajoče sezone 2022 bo le 15 kg dviga mase bolida, ki je nekako izuzeto iz teh glavnih sprememb, ki so pa, hočeš nočeš, zunanji dejavniki. A mnogi navdušenci imajo izjemno dober argument. Včasih je bila masa bolidov približno fiksna, govorimo tam o 600 kg. In zakaj danes ne more biti tako? Zopet se bomo ozrli k Ferrariju in ozrli se bomo malce bolj v preteklost. Gledali bomo bolid, ki je star 20 in 40 let. Naprimer, ukolikor pogledamo bolid iz sezone 2002, Ferrari F2002, bomo videli, da njegova masa je 600 kg. In bolid, ki je izjemno dobro znan vsem ljubiteljem. Če ga primerjamo še z 20 let starejšim modelom, Ferrarijem 126 C2, bomo hitro ugotovili kar nekaj razlik. Minimalna masa tega bolida je bila 595 kg in 5 kg razlike lahko zanemarimo. A sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je možno, da so praktično pri Ferrariju v 20 letih imeli maso bolida dobesedno nespremenjeno. In odgovor je zopet izjemno enostaven.
Namreč pri Ferrariju 126 C2 bomo prvič videli, kako so začeli uporabljati kompozitne materiale. Šasija je v bistvu še tista klasična, le v nekaterih delih lahko vidimo plošče iz ogljikovih vlaken. 2 desetletji lahko vidimo na njihovem bolidu, da so ogljikova vlakna pravzaprav povsod, od zavornih diskov do same šasije. Od začetka 80. let, ko so pri McLarenu prvič začeli uporabljati ogljikova vlakna za samo šasijo, pa danes nismo videli prihod nekega novega, boljšega, revolucionarnega in predvsem lažjega materiala. Torej, s tem, ko se veča dimenzija samega bolida, se nevzdržno dviguje tudi masa. In če samo pogledamo bolid iz sezone 2017 in ga primerjamo s tistim, ki je bil na progah v sezoni 2002, bomo takoj videli, da današnji bolidi Formule 1 so v bistvu bistveno širši in daljši od tistega, kar smo videli pred tem. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kako bi lahko dosegli tisto magično maso okrog 600 kg. V bistvu lahko ponudim 2 variante. Prva je tista, kjer bi ogromne količine sredstev in seveda tudi truda vložili v razvoj novih materialov, ki bi omogočali imeti širše, večje bolide, seveda z nizko maso. Prav s tem določenjem malce višje mase hočejo to pri Formuli 1 preprečiti. Druga rešitev je v bistvu bolj drastična, a pomeni tudi korak nazaj v tehnologiji. Enostavno, kolikor hočemo znižati maso, se lahko vrnemo na 11-palčna kratišča, ožje bolide, kinemo lahko sistema halo in seveda dobimo še marsikje kilogram, 2 ali 3, ki bo končno maso bolida hitro spravil tam do mejnika 600 kg. In seveda največ bi k temu prispevala ukinitev turbohibridnega pogonskega sklopa. A to ni Formula 1 prihodnosti, to je Formula 1 preteklosti. Namreč mnogi navdušenci se zmrdujejo nad številko 795 kg, ki jo bomo videli v naslednji sezoni. A vkolikor to številko primerjamo s tistim, kar vidimo v Formuli 2, kjer je sama šasija z voznikom in brez goriva tam okrog 720 kg, vidimo, da pravzaprav bolid Formule 1 ni pretežak. V resnici v tem, kar smo videli tokom sezone 2021, je bil bolid Formule 1 lažji od tistega, kar vidimo v Formuli 2. Čeprav ima v sebi bistveno več kompleksne tehnologije. Zato moramo biti malce pozorni, ko gledamo te številke in ne smemo interpretirati samo vsote. Vsota je seštevek majhnih delov in marsikdaj se zgodi, da kakšen del je pravzaprav posledica tistega, kar si mi želimo. In tu govorim o 18-palčnih platiščih ter seveda s tem povezanimi pneumatikami in naprimer širšimi bolidi. Kot ponavadi gre za moje osebno mnenje, kjer skušam dati tudi neke rešitve tistim vprašanjem, ki verjetno matrajo mnoge navdušence, a vseeno ne vidim, vsaj v kratkem roku, kakšne drastične poti nazaj. Kolikor ne pride do nekega revolucionarnega materiala, s katerega bi izdelovali naprimer šasijo bolida Formule 1, masa neprestano rasla, lahko malce hitreje, lahko malce počasneje. Danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.